Spoštovane kolegice in kolegi, dober dan, dobrodošli na 35. akademskem forumu Jean Monnet, ki ga praviloma odpre prorektor, nosilec katedre Jean Monnet, profesor Albert Izvornič. Ja, hvala lepa za današnji dogodek. Sem zelo počaščen, da lahko tako v imenu katedre Jean Monnet, ki jo sofinancira Evropska komisija na področju pluralizma v Evropski uniji, torej tega, kako bi se rekel, komitmenta raznolikosti držav članic, pravnih sistemov, tudi vrednot, in da kljub te raznolikosti evropska ladja potuje skupaj. V časih, v katerih živimo, so zelo nepredvidljivi. Ena temeljnih evropskih vrednot, od katere zavisi pravzaprav čisto vse, to je varnost, se zdi, da je precej pod vprašajem, precej ogrožena. In ko me je kolega profesor Jazbec, tudi dekanja profesor Brožičeva, nekako sta me povprašala, koliko bi bilo zanimanje za to, da tudi v okviru tega modula in v okviru predmeta prava Evropske unije izvedemo en tak javni dogodek na temo varnosti, na temo zasebne varnosti, tudi za počastitev te izjemne knjige, o kateri bo danes govora, sem seveda z veseljem pristal. In sem danes tu in bom z veseljem prisistoval temu dogodku, tako kot tudi študenti. Seveda pa besedo predajam kar profesor Jazbecu, ki bo danes moderiral ta dogodek in zahvaljujem se tudi dekani, ki je svojo navzočnostjo, torej dekani Fakultete za državne evropske študije, svojo navzočnostjo torej počastila ta dogodek in seveda vsem govorcem, starim kolegom, prijateljem, nekaterimi se že kar nekaj časa nismo videli, tako da je super, da smo danes ponovno tu skupaj za to besedno za isto mizo. Tako da vračam res besedo in se veselim tega dogodka. Hvala lepa, prorektor, profesor Albert, hvala še enkrat vsem, ki ste prišli. V bistvu smo v osnovi slišali vse, za kaj gre, rabimo še en stavek v knjigi, lahko gremo, ne spiti. Malo za vzrušje, seveda ni tako enostavno, ampak kljub temu pomembno je, da tako na začetku dobi v kratkih stavkih eno iztočnico in pogled naprej. Verjetno bi si težko želeli boljši, širok, kompleksen, komplementarni predmet, kot je pravo Evropske unije za razpravo na to temo. Torej 35. akademski forum Jean Monnet katedre je posvečen razpravi o knjigi kolega izrednega profesorja Tomaža Časa, ki predava na Evropski pravni fakulteti. Tema foruma je zasebno varstvo v sodobnih družbah, Slovenija in mednarodna praksa. To je izpeljanka naslova knjige, ki se v angleščini glasi Strategic and Developmental View of Private Protection in Modern Societies with an emphasis on private security. Knjiga je šla pri založbi Jernevis Publishing, konec lanskega leta. Jaz v tem priložnosti čestitam kolegu Tomu Času. Ko sva začela šteti, koliko knjig ima, sva rekla, bomo kar rekli, to je avtor številnih knjig z tega področja zasebne varnosti. To je prva knjiga v angleškem jeziku. To je pomembno za vse nas, ki delujemo v nekem akademskem okolju, ki nima direktne vpetosti v širši mednarodni prostor. Seveda ne tako direktno, to je ena stvar, drugo pa seveda pomembno za tiste avtorje, ki pišemo o temah, ki, če tako rečem, niso prvi vrsti direktno zanimive za širši svet. Zasebno varstvo v Sloveniji to ni tema, ki bi verjetno zanimala tiste nosilce varnostnega sistema v Združenih državah Amerike ali na drugi strani sveta. Zato so izdali takšnih knjig pri mednarodnih založbah, ki imajo na svojem področju ugled in se tudi pri njih preverja, kaj se izide, ker se pač iščejo strokovnjaki, raziskovalci, in založbe, ki imajo neko široko, če da rečem, nečkim grdo za nas, za akademski krog, široko distribucijsko mrežo, je to pomembno velik popularizacije takšnih knjig in pa seveda dosežkov slovenske znanosti na številnih področjih. Torej, z tega vidika poskušamo gledati na to knjigo, na vsebino, pa tudi ne nazadnje na avtorja.
Pomemben vidik knjige in pa same tematike je seveda slovenska praksa in s to knjigo se ta slovenska praksa v določenem empiričnem in pa tudi komparativnem smislu postavlja, kontekstualizira in konceptualizira v mednarodni prostor. In ker je ta naš prostor, v izhodišču prostor Evropske unije, je to zelo pomembna akademska referenca. In to je tudi del, današnja razprava je del tega prostora, formalnega in tudi vsebinskega. Kot ste brali na vabilu, danes so tu z mano, oziroma z nama dvema, z prorektorjem in z mano, štirje govorniki, seveda izredni profesor dr. Tomaž Čas, avtor knjige, in izredna profesorica dr. Liljana Brožič, dekanja Fakultete za državne in evropske študije. Treba je tudi tu povedati uvodoma, da je seveda pomembno, da tako prorektor kot dekanja dajeta s tem dogodkom neko dodatno težo, tudi zato, ker sta vsak se svojega vidika peta v to širše področje. Potem imamo tu še dva recenzenta, jaz sem tretji, če tako rečem, in sicer zaslužni profesor, kolega dr. Andrej Anžič in pa docent dr. Franc Pozere. Torej, oni štiri bodo razpravljali o knjigi, jaz bom nekaj uvoda še dal vsebinskega, vsak od njih bo imel približno 10 minut časa, jaz bom nekaj manj porabil, to je slaba ura in potem seveda bo zaželeno, da se vključujete v razpravo, povprašate, date svoje mnenje. Z tega še posebej specifičnega vidika, zasebno varstvo ni tema, o kateri bi se veliko razpravljalo, o kateri bi se veliko publiciralo, o kateri bi veliko avtorjev publiciralo in o kateri bi se potem nenazadnje posledično tudi zelo veliko vedelo. Torej, to ni tema vsakodnevnih razprav in pa dogodkov, torej je ta priložnost s tem dodatno pomembna in pa nekaj vrste dobrodošla za našo širšo razpravo. Kot rečeno, moji štirje, pa naši štirje gosti bodo spregovorili o knjigi, o njeni vsebini. Najprej bo avtor predstavil knjigo, potem dekanja, potem docent Pozres in potem zaslužni profesor Anžič bo dal neko širšo elaboracijo in pa zaokrožil debato. Jaz bi zdaj najprej nekaj besed spregovoril o našem avtorju, kolegu profesor Času, tako da ga tudi v tem smislu kontekstualiziramo. Če tako rečem, za generacije, majčkeno starejše generacije, kolega profesor Časa ni treba kaj posebej predstavljati, je pa kljub temu, je pa že dogodek tak, kjer je to vredno storiti in se tudi spodobi. Jaz moram reči, da se s Tomom poznava četrt stoletja, spoznala sva se, ko sva nastopila v tedanji ekipi v ožjem vodstvu Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Decembra 2000 smo bila izbrana za državna sekretarja, bili smo trije, Tom je bil za to ta institucionalni, vladni, formalni, zakonski vidik delovanja ministrstva. Že pokojni kolega Janko Dežlak je bil zadolžen za področje nabav in financiranja in tako naprej, jaz sem bil pa zadolžen za obrambno politiko, zelo konkretno za delovanje Slovenije in pa članevanje Slovenije v zvezi NATO. In bili smo dobra ekipa in takrat se poznava, se delujeva in tudi priložnost spremljati, bi rekel, beživo, sočasno delovanje kolega Časa. Kar se tiče preteklih njegovih delovanj, se pa seveda spoznal takrat, pa tudi spoznal odnevno. Tako da bi rekel, in to sem tudi napisal v recenziji za tole knjigo, prav z namenom, da se to slovensko znanje kontekstualizira širše mednarodni prostor z enim ključnim namenom, da se v širšem mednarodnem prostoru ve, kakšna so znanja na področju private protection, torej zasebnega varstva, jaz se to pa samoumevno ve. Torej, jaz bi v morda 4 vidike ali pa tudi faze postavil delovanje našega avtorja. Delovanje do osamosvojitve Slovenije, nastanka slovenske države, ima v karieri, ki jo je dr. Čas zgradil v policijskih vrstah, predvsem en velik izstopajoč vrh
In ta vrh, iztek 80 let, proces osamosvajanja, ta vrh je v bistvu tisti čas, ko je Tomo organiziral in poveljeval akciji Sever. Akcija Sever, za tiste, ki manj o tem veste, ali pa tudi nič, upam, da taki ni, v enem stavku rečeno, namen akcije Sever je bil zaščititi državno mejo, ali pa bodočo državno mejo in pa predvsem preprečiti, da bi se val mitingašev, kot se takrat reklo, torej načrtno nastavljenih organiziranih mitingov, ki so se širili po bivši Jugoslaviji z namenom destabilizirati republiška vodstva in pa tudi javni red in mir. Torej, naloga tega projekta in s tem Toma časa bila, če bi se zgodilo in napovedano je bilo, da bo ta velik miting organiziran tudi v Sloveniji, preprečiti, da se to ne samo zgodi, ampak sploh da pride do vstopa v Slovenijo. Ko se je seveda zato ta projekt razvedel, slej ko prej se je, to ne more ostati ves čas v tajnosti, je seveda bil ta projekt deležen velikih reakcij, zlasti seveda iz, kako bi rekel, režima okoli srbskega predsednika Miloševića, češ da je to pač proti vsem možnim pravilom, ustavnim in tako naprej. Ampak seveda dosežen je bil cilj, torej sploh ni prišlo potem do tega mitinga. To je bilo izstopajoče dejstvo, dejanje, ki je v veliki meri, najmanj, če ne v ključni meri, vplivalo na javni red in mir in pa na zaščito procesa osamosvajanja. To je en unikum v slovenski praksi, v tedanji praksi, jugoslovanski praksi, pa tudi v procesih, ki so pretresali in pa transformirali Evropo v času, ko je se podiral Berlinski zid in ko je hladna vojna se izpela. No, naslednja faza, naslednja obdobje delovanja kolega Časa je, kot sem že rekel, delovanje v statusu državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo. V tistih 4 letih je bil Tomo zadolžen za praktično vso zakonodajo, ki je Ministrstvo za obrambo pripravilo, posredovalo na vlado, uskladilo na vladnih odborih, doseglo sprejem na vladi, potem se to je doseglo obravnavo in sprejem v parlamentu. Tu je bilo delo danes izrednega profesora dr. Tomaža Časa pravzaprav neprecenljivo. Prišlo je do nekih ključnih premikov v zakonodaji, ki so potem tudi omogočili to, da je bilo recimo delo tistih, ki smo se ukvarjali s članstvom Zveze NATO na tem procesu, bistveno lažje, ki je bilo bistveno manj priporočil in pa nekih predlogov se strani bruseljskih NATO struktur. No in tretji del je seveda akademska dejavnost kolega Časa, kot rečem, najbolj je seveda očitna v tem in v predhodnih knjigah. S to knjigo je Tomo zakoračil tudi v mednarodni akademski prostor in to je seveda v tem smislu vrh dosedanje njegove aktivnosti. Zdaj, 2 stvari ob tem še menim kot v bistvu sporedni zadevi. Eno je seveda, da je kolega Čas uspel unikatno, izvirno združiti, povezati njegovo teoretično in praktično delovanje. Praktično delovanje je v zasebni šoli za varnostno izobraževanje, ki jo je ustanovil, torej ustanovitelj, lastnik Spiritus Agens. Ta šola je unikum, koliko je svem Tomo v širšem mednarodnem prostoru, mislim, da je. Torej, to pomeni, da imamo v Sloveniji šolo, akreditirane programe, ki se ukvarjajo z usposabljanjem tistih, ki skrbijo za javni red in mir. Torej, to je pomemben velik. Hkrati pa kot nadaljevanje dejavnosti iz časa pred slovensko osamosvojitvijo je treba povedati, da je Tomaž Čas tudi predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Torej, na ta način je zaokrožil to njegovo delovanje, predstavitev z različnih vidikov. Mislim, da je ta današnji dogodek ena taka posebna in redka priložnost, da se o človeku kot takemu spregovori, sicer je pač so drugi vidiki v ospredju. Torej, še nekaj o varnosti danes, prav rekel, o tem že nekaj govoril. Zanimivo je,
kot vemo, jaz sem tudi omenil, ta zasebna varnost nekako ni v ospredju razumevanja varnosti, pa bolj druge reči, ki so bolj, ne bom te rekel, popularne, bolj in o njih se govori, se da tudi veliko raziskovati, modrovati, pa tudi v nekem svetovnem trendu, to ni tako v ospredju. Ampak, seveda, ko gledamo najmanj dogajanje, recimo od pandemije naprej, vidimo, ne, kako je ta vidik pomemben. Predvsem z te točke režimi, zlasti režimi, ki še niso tranzicijsko čvrsti, ali pa so avtokratski, ali se nagibajo v to smer in kjer prihaja do močnega soočanja, bom rekel soočanja, avtokratskih, režimskih teženj in pa demokratičnih teženj širše civilne družbe, je pri takih pojavih je vprašanje javnega redu in varnosti izjemno pomembno, verjetno ključno. Zakaj? Zato, ker vedno, kadar govorimo o velikih množicah in pa kadar govorimo o režimu in njegovem odnosu do množic, je to en siva cona, en siv prostor, kjer je veliko priložnosti, možnosti za različne izzivanja, kar se tiče rušenja javnega redu in varnosti. To imajo tisti, ki so po definiciji zadolženi, da skrbijo za javni red in varnost, ključno vlogo, da opravljajo to svoje nalogo poklicno, povsem profesionalno, brez tega, da se pustijo voditi, dirigirati, ali kako nečem, strani prešepetovati strani režima, hkrati pa, da ne nasedajo na provokacije, kakšne koli že. In seveda tu, v tem kontekstu, jaz vidim to pomen razprave današnje o zasebnem varstvu v sodobnih družbah. Poglejmo Srbija, Združene države Amerike, Turčija, torej tu govorimo o 100.000 glavih množicah, ki na nek način, če zelo nevtralno rečem, izražajo svojo voljo na demokratični način in ta volja je praviloma nekaj pričakuje, da ne rečemo zahteva od slehernih oblasti. In seveda, tu je zdaj pomembno, kako zagotoviti, da se taki procesi izvedejo v skladu z nekimi demokratičnimi normami in standardi. Še 2-3 stavke, potem predam besedo. Recimo, predstavljamo si, mislim, da skoraj 5 mesecev potekajo že te demonstracije v Srbiji, ki so nastale s študentsko pobudo. Če bi se šteli vse udeležence teh demonstracij v teh 4-5 mesecih, bi jih bilo najmanj za toliko, koliko v Sloveniji prebivalcev. To je ogromno. Ogromno, recimo tudi v Turčiji, turška mesta, v Turčiji je več kot 20 mest za milijon prebivalcev, torej vidimo, kakšen je ta potencial varnostni ali pa problematični. In zato je to tako pomembno. Torej, jaz s tem zaključujem mojo uvodno besedo, vzel sem si malo več časa in pa neke svobode, da govorim po svoje, kar mislim, da je prav, kar mislim, da je pomembno. Kot slovenska izkušnja, kot mednarodni okvir skozi debate te knjige. Zdaj predajam besedo avtorjev, spoštovanim govornim prijateljem, gledamo, potem se razumel do času. Milan, hvala lepa za ta lep uvod. Jaz sem pričakoval, da bo na ta način tudi ta predstavitev. Za uvod se zahvaljujem rektorju, dr. Avglu, da sem odločil za to, da danes poteka ta predstavitev knjige, oziroma da ne samo knjige, da spregovorimo o zasebnem varstvu, ki je seveda zelo pomembno. Tudi v teh časih, v katerih smo danes, ko se govori, kako bi se morali oboroževati in tako naprej, pa po vsej verjetnosti malo pozabljamo na vse tiste druge možnosti, ki lahko seveda veliko prispevajo k večji varnosti in tudi v primeru izrednega stanja ali pa same vojne. Tukaj imamo seveda velike izkušnje iz 91. leta, 80. let, kjer smo lahko ugotovili, da ni bila samo teritorialna obramba tista, ki je zmagala v tej vojni, da je bila tukaj policija, da so bili tukaj ljudje, ki so bili usposobljeni, pripravljeni, da je tisto, kar smo včasih počeli, nič nas ne sme presenetiti, in pa tudi družbena samozaščita bila tista, ki je vnesla med ljudi to,
da so se zavedali, da morajo tudi sami kaj storiti za to, za večjo varnost, kot danes govorijo, za odpornost družbe. Takrat smo imeli tudi narodno zaščito, ki je odigrala izredno pomembno vlogo, tudi zakonodaja je bila tako dobro zastavljena, da se lahko teritorialna obramba uprla, na to je imela tukaj zakonsko podlago, da je lahko začela delovati, se organizirati kot manevrska struktura. Zdaj kolega je omenil tudi to akcijo Sever, da ta akcija Sever je bila tudi izredno pomembna, ker je pa zaustavila to, kar je Milošević počel v Črni gori, posel v Vojvodini, ker je za temi mitingi vrgel oblast. Tako da nekateri mogoče premalo govorijo o tem ali pa daje premali pomen tej akciji Sever. Treba je vedeti, če ne bi takrat preprečili ta miting, je vprašanje prvih volitev, zakona in tako naprej o prvih strankarskih volitvah. Tako da jaz sem nekaj doživel, mogoče čisto tako, istoristim to priliko, ko sem bil tam leti 2011 povabljen v državo Togo, da pripravim koncept izobraževanja za policijo, za zasebno varnost in tako naprej. Mi smo se v šoli, ki je kolega omenil, seveda intenzivno lotili tega projekta, tudi video naredili, tudi takšni objekti bi morali biti za vse to. Bili smo tam trije, smeli smo prevažko, ker je tam več francosko govoreče in seveda smo šli prvo na ministrstvo za notranje zadeve, na policijo, potem na ministrstvo za izobraževanje, še inštitucije smo šli čez, tudi služba državne varnosti se je zanimala za ta projekt in je bilo vse zelo pozitivno, ampak tam pač predsednik države je tisti, ki pač udari po mizi in petek bi naj šli k njemu, ker bi pač dokončali to zgodbo, ki je bila zelo pozitivna, ampak je tam okrog 6:30 zvečer, v četrtek prišli službe državne varnosti, še kolega njegov ves bled. Moram reči, da so nas imeli, kot da smo tam državna delegacija varovani, smo bili vilo, smo imeli z 5 varnostniki varovani in tako naprej in je rekel, veste kaj, spočas, jutri ta sestanek pri predsedniku odpade, mi smo vas še enkrat dodatno varnostno preverili in smo ugotovili, da ste bil en glavnih krivcev za razpad Jugoslavije. In tako se je projekt zaključil, s katerega sem vrgel zelo veliko denarja. To se pravi, da takrat po 23 letih, ker Srbi vedno vedo, kaj se je takrat tukaj dogajalo in tako se je zaključil ta projekt, ker sem kasneje izvedel, da so se pozanimali preko seveda francoske službe državne varnosti v Rusiji in Srbiji in tam seveda niso mogli dobiti nobenega drugega podatka, kot pa je bil ta. Tako da to marsikaj pove. Zdaj, kako je nastala ta knjiga, če smem reči, jaz sem v reviji Evropske perspektive skupaj z svojim vnukom, ki tam sedi, ki je tudi študent 3. letnika doktorskega študija in tudi njegova tema je tudi v bistvu zasebno varovanje oziroma državno zasebno varstvo. Sva napisala en članek in v tistem me je založba Generis pač en mail napisala, da jim je to zelo všeč. Bil ta prispevek, če bi jaz lahko kaj več o tem napisal. Tako da sem se potem takrat odločil, kajti jaz sem malo pred tem zaključil tudi za knjigo v slovenščini, ki je bila tudi, se pravi, strateški in pa razvojni pogled na zasebno varstvo s poudarkom na zasebnem varovanju. Tako da sem pač seveda tiste vsebine, ki so bile bolj v Sloveniji, so povrgo več pročki in tudi recenzenti so ugotovili, da sem več kot 50% vsebin dal novih in seveda jaz sem v teh vsebinah želel seveda to zasebno varstvo postaviti tudi na ta način, ko sem to že naredil v svoji doktorski disertaciji, ko sem seveda gledal na nacionalno varnostni sistem sodobne družbe, da sem videl na eni strani seveda to državno varstvo, ki ga seveda zagotavljajo ali pa ta sistem sodi obrambna
obrambni sistem ali pa podsistem, kakorkoli rečemo, notranja varnost in zaščita in reševanje. Jaz sem na drugi strani seveda postavil seveda tak zasebno varnostni sistem ali podsistem, v katerega sem seveda vključil zasebno varovanje ali pa zasebno varnostne družbe, varnostno-svetovalne družbe, detektive, detektivsko dejavnost, pa državljansko samovarovanje in nekako seveda tudi v tej knjigi seveda prikazujem, da pač zasebno varstvo ima velik prispevek k skupni varnosti v Republiki Sloveniji in da seveda sodi v okvir notranje varnosti. To je tudi tukaj nakazano, da je to seveda zelo pomembno. Če zelo poenostavim, če danes govorimo, da imamo 8000 policistov, približno toliko, to bo kolega Slak lahko povedal, po vsej verjetnosti ni neke točne številke, ampak tudi približno tam 7000, 8000 in seveda, če te varnostniki seveda varujejo objekte, ljudi in tako naprej, posebno infrastrukturo tudi, da je to tudi seveda zelo velik prispevek k temu, tako da sem dejansko tudi seveda potem po teh posameznih segmentih zasebno varovanje pač opisal, kako je to drugje in pa seveda razvijal zadevo na primeru, kako je to v Sloveniji. A veste, večina sodobnih družb, držav seveda regulira področje zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, ali pa če hočete zasebnega varstva, nekaj pač seveda stvari veliko bolj prepušča, zlasti če bi se dotaknil državljanskega samovarovanja, ker smo mi, upam reči, zelo slabo pripravljeni, kljub temu, da smo takrat, ko je bil sprejet zakon 98. leta o policiji, seveda zapisali, da imajo na nivoju lokalne skupnosti različne svete, sosvete za varnost. To sicer je zapisano, nekih posebnih aktivnosti se pa tam seveda ne dogaja. Tudi v času covida te sveti niso kaj posebnega naredili, tako da tudi v drugih državah to razvijajo zelo različno, mogoče Madžarska je zelo zanimiva, kjer je v bistvu to državljansko samovarovanje v bistvu podaljšana roka policije. Tam zasebno, se pravi temu državljanskemu samovarovanju, ki so seveda organizirani, kupujejo vozila, kupujejo konje in tako naprej, jih zelo dobro plačujejo. Jaz sem bil na enem posvetovanju tam pred njih, ker so želeli z nami, z veterani vojne za Slovenijo, skleniti pogodbo o medsebojnem sodelovanju, ampak sem videl, da tukaj mi pač ne gremo skupaj, da oni niso vojni veterani, da so oni v bistvu razvijajo področje družbene, kot smo mi rekli včasih, družbena samozaščita, oni so šli v pač to samozaščito, je podaljšana roka, da to policija financira. Seveda opazil sem pa tudi, da policija Madžarska seveda financira tudi manjšine na Hrvaškem, v Srbiji, v Avstriji, v Slovaški in tako naprej. In to je tudi en tak mali poskus bil, da bi tudi Slovenijo dobili, tako da mi smo se potem na vodstvo Združenja Sever odločili, da mi tu zraven pač seveda ne sodelujemo, da nismo pravi partneri in da seveda si ne želimo, da se še en zemljevid tam naredi, pa eventualno tam celo napiše, da smo mi tam zraven, ker se ve v kako smer ta zadeva poteka. Tako da tudi detektivska dejavnost je v bistvu vseh držav pač na določen način regulirana. Večina imajo svoje zakonodaje na tem področju, v nekaterih državah pa imajo zelo dobro izdelane standarde, protokole, kodekse ravnanja, pa nimajo posebne zakonodaje, kjer imajo pač to urejeno v drugih predpisih, gospodarskih družbah, obrtnih družbah in tako naprej. Namreč tako kot je tudi pri nas, gospodarske družbe morajo pač spoštovati zakon o podjetjih in pa seveda poleg tega pa imamo mi svoj zakon.
tam, kjer zakona nimajo, ne, tam pač varnostniki delujejo na podlagi vsakovrstnih pravic, ki jih imajo, ne, kot pač državljani, vsakdo lahko prepreči storitev kaznivega dejanja, vsakdo lahko prepreči vstop v svoje stanovanje, svoje podjetje, določi red, ki mora tukaj seveda biti spoštovanje, silo, bran, je skrajna sila, tako da pač to tako ureja. Jaz se spomnim, ko omenjaš tudi leto 2000, ne, takrat je bil tukaj predsednik parlamentarnega odbora angleškega parlamenta, pa se je želel z mano tudi pogovarjati, ne, in takrat smo mu prevedli naš zakon in je rekel, da je on zagovornik, da ne rabijo svojega zakona, pa da so zdaj tak pritisk na njega izvedli, da mora to narediti, ker je v zasebno varovanje prišlo preveč kriminalcev, nasilnežev in tako naprej. Tako da so potem leta 2000 tudi sprejeli zakon, ker so predvsem te zadeve regulirali. Jaz seveda ne bi rad bil predolg, ker res ne morem zdaj te knjige predstaviti v celoti, se pravi, zajema noter zasebno varstvo. Tukaj bi mogoče rekel, da sem pač nekaj več namenil tudi pozornosti varnostno-svetovalnim družbam, ki seveda ponekod imajo večji vpliv. Jaz mislim, da bi tudi morali v sami Sloveniji dati varnostno-svetovalnim firmam večjo pozornost, zlasti pri ugotavljanju oziroma pri načrtovanju varnosti v gospodarskih in drugih družbah. To je danes pač prepuščeno zasebno varnost družbam, tako da mene pač zelo moti, da se sedaj pripravlja samo strategija za zasebno varovanje, namreč prej smo imeli strategijo za zasebno varstvo, kajti mislim, da bi bilo treba prav v takšni strategiji za zasebno varstvo urediti tudi ta druga področja. Zdaj detektivsko dejavnost je na določen način z novim zakonom, ki je bil pred kratkim sprejet, uredilo nekatere zadeve, ampak kar smo se s kolegom pogovarjali, tisto ključno stvar, kaj smejo detektivi na področju zatirane kriminalitete, tam smo pa ostali na tisti ravni, kjer je, in je zelo nerazumljivo, da pač detektiv ne more pomagati oškodovancu, ki sam vodi postopek kot predlagatelj, se pravi, govorim o tistih kaznivih dejanjih, ker je pač potreben predlog oškodovanca. Jaz se bi tukaj mogoče le dotaknil tega državljanskega samovarovanja. Tukaj mislim, da bi morali kaj več narediti. Jaz sem že prej rekel, da eni kar mnogo govorijo o tej odpornosti družbe. Zdaj, kaj si nekateri seveda predstavljajo v to odpornost družbe? Jaz upam, da se bo šlo tudi v tej smeri, da se bo državljane na takšen ali drugačen način pripravljalo na to. Ne to, da ima zalogo za 3 dni, no mislim, 3 tedne, to meni pač nekako ne gre skupaj, ampak da seveda mi te ljudi pripravimo in da vemo, kaj se lahko zgodi, kako se zgodi, zdaj, kdo nas lahko napade in tako naprej. To bi še morali povedati, po vsej verjetnosti sosedi, eventualno, ampak če se mi tako pripravimo približno, kot smo se takrat, gledajte, če vam samo tako rečem, jaz, ker je omenjen, ko sem bil poveljnik posebne enote slovenske milice takrat, jaz sem imel 1391 pripadnikov v tej enoti, od tega je bilo 723 rezervnih policistov, pomožnih. Danes Slovenija ima, pravijo, 700 teh pomožnih policistov. Mi smo imeli takrat 8000. In seveda, mi smo takrat imeli tudi vojno enoto policije ali pa milice. Jaz sem vodil posebne enote, imeli smo vojno enoto, ki smo pa tudi usposabljali za primer vojne. In zato smo bili takrat tudi tako pripravljeni in oboroženi. To se pravi, če pač mi imamo takšen koncept, če bomo takšen koncept sprejeli in šli v tej smeri, potem bomo mi lahko dokaj hitro po mojem dosegli tisti procent 2, če pač ena taka enota, ki ima 5000 policistov in pa toliko, pa rečemo skupaj z pomožnimi policisti, 5000 lahko to vrednotimo.
se pravi 5000 krat bruto plače, krat 12 mesecev, imamo takoj 120 milijonov, kar pač nekaj temu procentu doprinese. Tako da, ampak bolj pomembno se mi zdi, da se znamo v tem smislu tudi organizirati. Jaz sem že ponudil takšen predlog, ki ga tudi v knjigi ponujam, da bi morali na nivoju policijske postaje organizirati svet za varnost, ampak res tak svet, ki bi imel določene funkcije, možnosti, da bi imeli takšen svet tudi na nivoju policijske uprave. Govorim zaradi tega, ker težko rečeš občine, mi imamo preveč občin, ampak policijska postaja pač pokriva lahko del občine v Ljubljani, lahko pa seveda policijska postaja več občin, da bi tukaj bilo, kjer bi se lahko pa tudi nenazadnje formirala, da bom rekel, da je narodna zaščita, lahko rečemo državljanska zaščita, v kateri sanjajo, ki pa mora seveda biti regulirana, nadzorovana strani v tem času seveda strani policije, tako kot smo tudi takrat imeli v primeru vojne, se pa priključijo takšna narodna zaščita seveda slovenski vojski. Tako da, in pa tudi na republiškem nivoju bi morali imeti ta svet, in s tem bi se vse te ogrožene strukture najdle na vrhu, kjer vlada seveda medsebojno sodelovanje, prenašanje narod, prevzemanje odgovornosti in tako naprej. Tako da, ja, zdaj ta knjiga je šla, zdaj seveda, jaz vam danes te knjige ne morem ponujati, ker je pač kot avtor sem bil tistih 10 izvodov, tako da smo pa pripravili eno takšno kratko predstavitev te knjige, kjer je tudi kazalo, o čem seveda tukaj govorimo. Vse 3 recenzije so, kjer so pač recenzenti ocenili to delo. Jaz se vsem recenzentom seveda zahvaljujem za njihovo pomoč in to priliko seveda izkoriščam v tem auditoriju, kolegu Anžiču, seveda že pri prvi knjigi, ki je mogoče nastajala bolj kot neko strokovno delo, pa sem se na podlagi njegovih idej in predlogov pač odločil to zadevo širše pripraviti v tem smislu, da je bila seveda sprejeta kot znanstvena monografija. Seveda pri tej zadnji knjigi, ki jo tukaj predstavljam, pa se seveda še dodatno seveda kolegu Kozdercu zahvaljujem za njegove nasvete in pa kolegu Milanu Jazbucu, ki me je to seveda, lahko rečem, tudi podočil, svetoval, kako se loti takega dela, ki bo pač spodbujal, da sem se pač tega lotil. Seveda moram pa povedati, da v tej knjigi je tudi eno poglavje spisal Žiga Božjak, ki pač zdaj pripravlja doktorat, se povedal moj vnuk. Tako da tudi njega zdaj malo tiščim, da tudi on mora malo kaj migati. Toliko bi jaz mogoče v tem bo pa odgovarjal na vprašanja, upam, da sem nekako predstavil to knjigo. Hvala lepa, Tomo, zdaj mi povedal, da imaš čas na to predstavitev, za ta uvod. Mislim, da je bilo posebej zanimivo, da si šel v neko širino in navajajo elemente te strukture, če lahko tako rečem, ki so tisti, ki se ukvarjamo nekimi standardnimi, splošno znanimi vidiki varnosti, manj znani, to pa seveda pomembni, in sestavljajo eno celovito, dopolnjujočo se celoto. To je zelo pomembno. Tudi je pomembno to, da smo videli iz teh izvajanj, da je v obravnavanju varnosti, recimo, če govorim za našo univerzo, za novo univerzo, pomembno, da si aktualne generacije črpajo iz znanj predhodnih generacij in predajo to naprej. Mislim, da je to zelo očitno ob tem diagramih te knjige, što gre prejšnji kolega zaslužni profesor in da se je tudi zdaj, če da rečem, naslednja generacija s tem ukvarja. To je, kaže nam logičen proces razvoja znanosti
na nekem konkretnem področju. In to, vsak tak prispevek je koristen, pomembni se tudi potem udeležba na takih pogovorih je prispevek k razvijanju stroke kot take. Bi potem predal besedo naprej, dekani Fakultete za državne evropske študije, kolegici izredni profesorici Lilijani Brožič. Pričakujem, ali pa si mislimo, da bo njen prispevek šel bolj z tega vidika varnosti, obramboslovne znanosti in tako naprej, za kar je kolegica Lilijana ena največjih strokovnjakov v Sloveniji, tudi mednarodno uveljavljena in pa dolgoletna, večdesetletna urednica revije Sodobni vojaški izid, če sem to povedal, oziroma prejšnji bilten Slovenske vojske, kar je tudi za to razpravo zanimivo, ker gre za publiciranje, za objavljanje, za skrb za to, da takih pogledov in pa neko tudi mednarodno komparativno razsežnost. Izvolite, beseda. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni v imenu Fakultete za državne in evropske študije, na katerih imamo na smeri mednarodne in diplomatske študije tudi varnostni in migracijski modul. Tako da to bi bil en tak PR-ovski začetek. Sicer pa moram najprej iskreno čestitati profesorju v tako važnem času. Ne samo za to knjigo. Moram reči, da je zelo malo osebnosti, ki so se razvile v tako širokem naboru osebnostne rasti, kot se je razvil profesor, ki danes tudi predstavlja svojo knjigo. Kolega profesor Jagoc je to sicer na nek način omenil, ampak jaz moram ekstra še poudariti, da je profesor Čas začel nekje na takih začetkih, kjer začnemo večinoma vsi, ampak on je napredoval po celi možni karierni poti res do konca, torej do akademske sfere. Na tej poti je bil zelo vztrajen. Moram reči, da se spomnim različnih dnevov vrstoslovja, na primer, kjer je bilo kar nekaj panelov posvečenih zasebni varnosti in detektivski dejavnosti. To področje je bilo skozi zgodovino, vsaj to, ki jaz poznam, nekako na udaru različnih vetrov z vseh smeri. Bilo jih je kar nekaj, ki so si prizadevali, da bi se na tem področju kaj razvilo. Ampak on je, vsaj po mojem vedenju, bil edini, ki je vztrajal in je v tem vztrajanju šel tako daleč, da je celo poskrbel za to šolo, kjer se lahko ljudje profesionalno izšolajo, da pridobijo poklic varnostnega tehnika, torej da je ta paleta izobrazbena v celem spektru zagotovljena, da v Sloveniji jo sploh imamo. Ker moram reči, da predtem je ta šola nastala, je nekje bil identificiran velik manko na tem področju. Tako da takih ljudi ni veliko, celo v teh akademskih sferah, da bi nekdo res tako celostno za te stvari poskrbel. In kot rečeno, je vztrajal na tej svoji poti in še vedno vztraja in ne glede na vse okoliščine, še vedno zelo kvalitetno dela, dobro razmišlja in poskuša to področje zapovedi, celo tako, da vzpodbuja vnuka, da grejo stvari naprej, da skrbi za nekega zanamca. In seveda s tem, ko šola vse te generacije ljudi na varnostnem področju, praktično skrbi za kompletno dejavnost na nivoju države. Tako da z tega vidika ga res občudujem in mu res čestitam, ker mislim, da je to eno tako res življenjsko delo. Zdaj, kar se teh služb tiče, bi komentirala samo to, da vem, da v nekem obdobju je nekdo to izjavil, ne spomnim se, ampak komentiral je, da je v bistvu varnost tako kot zrač, da takrat, ko ga ni opaziš, da nekaj ne deluje. Torej, praviloma vsi ti segmenti nacionalne varnosti najboljše delujejo takrat, kadar o tem nič ne slišimo. Niti o SOVI, niti o vojski, niti o nikomu, ker meni, da stvari funkcionirajo. Zdaj, sami veste, da so razmere v svetu precej drugačne, z najrazličnejših možnih slovnih potov, stvari se zelo spreminjajo. Rekla bi celo to, da smo z tem širjenjem demokracije, globalizacije, se kot družba in posamezniki zelo odprli. Torej, pripravljeni smo deliti čisto vse z čisto vsemi različnih modernih tehnologij. In seveda to nas na nek način potem pač dela bolj ranljive. Če zdaj omenim malo od tega, da je več vdorov v tekoče račune, da nas poskušajo prelisičiti na različne zadeve.
In seveda, ko govorimo o tej večji skrbi za varnost, ko je debata o tem, da je treba več dajati za obrambo in podobne reči, seveda smo ljudje navajeni, da zelo hitro pozabimo, ne vem, to, kaj je bilo pred 4, 5 ali pa celo 10 leti, ne. Zato bi vas rada, kar se tiče tega dvojne rabe, več sredstev za obrambo ali pa recimo, kot je že profesor Čas omenil, to deterrence oziroma odpornost, ne. Tukaj bi vas rada spomnila na pretekle dogodke, zdaj, če se vrnem recimo 16 let nazaj, ste verjetno vsi spomnili, da smo leta 2014 imeli žled. Samo leto kasneje smo imeli že imigracije. Pa potem, pa je to bilo že zelo turbulentno, še tam 2016 pomladi se zadeve nekako umirile, vsaj recimo temu v javno-političnem smislu, čeprav so težave z migracijami ostale, ne, na nivoju Evropske unije, na svetovnem nivoju. Potem bi vas spomnila na COVID, ki je bil danes že omenjen. In takoj po COVID-u smo že imeli zelo obsežen požar na Krasu. Potem je seveda sledila še Ukrajina, ostalo pa se vsi zelo dobro spomnite, ne. Torej, nekako je narava poskrbela za to, da smo doživeli kar neke take zelo intenzivne preizkušnje, ki so nas v bistvu testirale na vseh možnih nivojih. Najprej seveda na osebnostnem, če se COVID-a spomnite z vsemi tistimi izolacijami in podobnimi rečmi, ne. In seveda na preizkušnji je bil predvsem in tudi nacionalno-varnostni sistem. Tam smo seveda zelo hitro nekako ugotovili, kakšne so naše številke, kakšna je naša moč. In te zadeve so se še najbolj odrazile na evropski migrantski krizi. Če se spomnite, takrat je prišlo za 250 milijona različnih ljudi v državo, treba se jih organizirati, porabili smo vsa možna sredstva, vse možne ljudi, ki so bili na tem segmentu. In če ne bi pač neki politični ukrepi šli v relativno kratkem času, bili tako uspešni, da smo to lahko uspeli na nek način sanirati, oziroma da so pač množice šle iz države, ne, je vprašanje, kako bi se ta zadeva nadaljevala. Tako da, neodvisno od tega, kaj je bilo rečeno, da to nas bo napadlo, s katere strani nas bo napadlo, mislim, da je bolj smiselno, da se osredotočimo na to, ne, da pač nam jo lahko narava relativno v kratkem času spet kaj zagode. Zdaj, če mogoče malo spremljate razne novice, ne vem, dogajajo se potresi, na severu pričakuje, da bo, ne vem, vulkan erodiral in podobne reči, ne. Skratka, prav je, da se zavedamo vseh teh možnih segmentov, ki se nam lahko zgodijo, ne. In z tega vidika je dobro mogoče prvi ukrep res, da imaš doma za, ne vem, vsaj 3 dni hrane, ko je tu recimo žled. Imam jaz osebno izkušnjo, da so nam pač drevesa popadala na hišo in je to kar tisti zimi oreh zalogaj, ne. Ampak če to izkusiš na svoji koži, potem začneš majčkeno drugače razmišljati o tej prihodnosti, o varnosti in podobnih zadevah, ne. Tako da, zdi se mi, pogosto imam vtis, da pač vsa ta komunikacija na nivoju države ali pa recimo tudi Evropske unije poteka na rahlo neroden način, kar se tiče te obrambe, te varnosti, ne. In bi morali tudi ta vidik malo upoštevati, ne, ali pa se recimo zamisliti ali pa razmišljati v tej smeri, ne. Tako da mogoče smo mi, ki smo tukaj na nek način dolžni, da na te stvari opozorimo, da kaj napišemo, da o tem debatiramo, da organiziramo kakšne dogodke, ne. In seveda je ta vidik izobraževanja tukaj še tako zelo bolj pomemben, ne, ker to je tisto, kar mi lahko naredimo, ne. Na velikih področjih se dostikrat rečemo, ja, saj tukaj pa ne moramo nič narediti, ali pa na individualni ravni ne moramo nič narediti, bo pa to nekdo drug, ne vem kdo, ne, tak posameznik je tisti, za katerega je prav, da je nek aktiven državljan v tej Evropski uniji, da poskuša narediti tisto, kar lahko, ne. Recimo profesor Čas je zagotovo tista osebnost, ki je na svojem področju, svojim znanjem, svojimi izkušnjami naredila v tem kontekstu res največ, ne. Tako da, jaz mislim, da bi pač neka taka osebnost je seveda nek velik vzor, neka motivacija, kaj je prava smer, ne. In seveda tukaj bi poudarila še to, da ko govorimo o teh varnostnih komponentah, je najbolj fajn, da najbolj začnemo v sebi, ne, da začnemo razgledati tudi, ne vem, banalno, ne, če bomo, ne vem, po tem dogodku nekaj objavili, kaj bomo objavili, kako bomo objavili, s kom bomo delili, ne, ker pač v tej sodobni družbi obstaja cel kup enih ljudi, ki si s tem širjenjem naših podatkov, informacij pač poskušajo pomagati
nekateri na legalen, drugi pa na nelegalen način. Tako da z tega vidika so te vsebine zelo pomembne. Tako da še enkrat čestitam profesorju Času. Jaz računam, da bomo na naši fakulteti, pa tudi na Novi univerzi v tem vsebinam v prihodnosti posvetili še več pozornosti, poskušali bomo širiti še več znanja, zato da bi bili v tem kontekstu čim bolj ozaveščeni. Je pa seveda zelo pomembno pri teh varnostnih prizadevanjih vedno to, da seveda poskušamo zagotavljati ljudem človekove pravice in da je pač ta poseg varnosti v neko zasebnost vedno neko odprto vprašanje oziroma neka tema, ki se moramo ves čas zavedati. In v tem kontekstu je v tej knjigi zelo veliko napisanega. Tako da jaz bi res iskrene čestitke, profesor. Jaz bi s tem to kratko izvajanje zaključila, pa predajam besedo naprej. Ja, hvala lepa, Liljana, profesorica Brožič, dekanja za to širšo kontekstualizacijo relativno ozke teme, kot smo rekli. In potem prihajamo še do osrednjih dveh recenzentov te knjige, pa tudi Ludija, ki bosta pa šla bolj v samo vsebino knjige in pa zasebne varnostne tematike povezane, pa bomo najprej prosil docenta dr. Franca Pozerca za vaš prispevek, kolega. Če se ne motim, ste bili profesor izvolitve v izrednega profesora. Ja, tudi to. Torej, bomo z tega vidika tudi poslušali to vaše izvajanje. Hvala za besedo, lepo pozdrav vsi skupaj. Tako, v teh obeh znanstvenih monografijah doktor, izredni profesor, doktor Tomaž Čas, zlasti poudarja ta zakon o zasebnem varovanju. Ta zakon o zasebnem varovanju je bil sprejet leta 2011 in še vedno v veljavi. Zdaj, poleg tega zakona pa je normalno še tukaj zraven podzakonski predpis, se pravi pravilnik o izvajanju zakona o zasebnem varovanju. Poglejte, v Republiki Sloveniji imamo danes 165 teh služb, družb, ki se ukvarjajo z zasebnim varovanjem. Največja je Sital v Ljubljani, na drugem mestu je pa Aktiv, ki je v Mariboru. Jansko vse te varnostne službe, da se ukvarjajo s tem zasebnim varovanjem in morajo pridobiti neke licence, te licence pridobijo na Ministrstvu za notranje zadeve. Je dejansko tudi edini, ki pač preveri ustreznost teh pogojev, če kdo lahko pač se ukvarja s tem zasebnim varovanjem. Dejansko po tej statistiki, ki se mi pridobijo leta 2023, imamo nekje 5578 varnostnikov, imamo varnostnike čuvaje, 85 nadzornikov, 226 menedžerov, 248, ki bdijo dejansko izvajanje teh njihovih ukrepov in tako naprej, telesnih stražarov 37. Bistvo tega je, da vsi ti, ki pač upravljajo to varnostno varovanje na teh varovanih območjih, morajo pridobiti tudi licenco in pa to nacionalno poklicno kvalifikacijo, se pravi varnostnik, čuvaj, menedžer in tako naprej. Z doktorjem Časom, zadaj z nami predsednik Republike Slovenije za zasebno varovanje, govorili ste tudi član teh izpitnih komisij, se pravi, to nacionalno poklicno kvalifikacijo pridobijo pred izpitno komisijo, katero imenuje Državni izpitni center, pa vsi ti, ki delujejo na področju varnostnega varovanja teh objektov in tako naprej, pa imajo po vsakih 5 let tudi obdobno preverjene znanja pred Državno komisijo, katero pa imenuje Ministrstvo za notranje zadeve, tam imamo sektor za zasebno varovanje, ki pač določi tričlansko komisijo, ki preveri njihovo znanje, če še naprej lahko izvaja to zasebno varovanje. Zdaj naprej, naprimer, če preverjam zasebne varnostne službe na področju policije, po današnjih podatkih imamo 7866 policistov in pa 7432 pripadnikov slovenske vojske. Zdaj, pogledajte, mi pogremo na neko varovano območje, se pravi, obiščemo neko diskoteko ali pa neki trgovski center, letališče ali pa neko športno prireditev, so na vhodu v ta objekt, se pravi, varnostniki. In ti varnostniki na podlagi zakona o zasebnem varovanju lahko zoper nas izvajajo 8 ukrepov. Se pravi, prvi ukrep, ki ga lahko oni izvajajo, neko opozorilo. Se pravi, oni nas lahko opozorijo na neke okoliščine in ravnanje, ki bi pomenilo kršitev reda ali javnega reda na varovanem območju.
pa lahko izrečejo naslednji ukrep, se pravi ustni odredbo, se pravi, če tam mi slučajno kršimo red ali javni red in mir, lahko od nas zahtevajo takoj mi prekinemo z neko kršitvijo ali da zapustimo to varovano območje. Polno vstopo v ta objekt, naprimer tam določen red, in tam red določa kaos, naprimer mi, ki vstopamo na varovano območje, moramo imeti v sebi neko posebno izkaznost. In se pravi, mi smo dolžni bolj se izkazati, da smo mi dejansko ta oseba, ki vstopamo na to varovano območje. In dejansko na podlagi zakona, zaradi varovanja ljudi in premoženja, oni lahko ugotavljajo našo istovetnost oziroma identiteto. Normalno na teh vodih, zlasti na te športne prireditve, nogometne tekme in tako naprej izvaja ukrep preprečitev oziroma površinski pregled vršnih oblačil. Normalno to dela zaradi tega, da pač nam, ki vstopamo na neko varovano območje, vzame neke nevarne predmete za napad, samopoškodovanje in tako naprej. Zdaj vidite, kaj se v praksi dogaja, ne mine neka nogometna tekma, da tam ne bi prišlo do neke večje kršitve javnega reda in miru, se pravi ti, ki so tam pač neki kršitelji, ti navijači in tako naprej, velikokrat prižigajo tam neke bakle in s tem pač kršijo javni red in mir, ki dela za celotno državo, se dejansko te osebe v prekrško. Koliko izvaja ta površinske preglede nad nami, se pravi, namen tega je, da pač se prepove vnos nekih nevarnih predmetov na varovano območje. Zdaj, na primer, če se mi zunaj pred vhodom na neko varovano območje pretepamo in tako naprej, se pravi, ta varnostnik prepreči vstop nam na varovano območje. Na primer, če je preveč ljudi not v notranjosti, se pravi, prepreči vstop teh ljudi na varovano območje. Zdaj, lep primer je v Makedoniji, se vidi, koliko ljudi je tam bilo not na nekem varovano območju, in pol vidite, posledica tega bila ogromno teh smrtnih žrtev. Potem imajo tudi ta ukrep, na primer, strani policija da tem varnostnim službam seznam teh oseb, ki imajo na podlagi odredbe tega preiskovalnega posnetka prepoved udeležbe na neki športni prireditvi in dejansko ta varnostnica lahko na podlagi tega, ko to osebo v novem postopku prepreči vstop na varovano območje. Potem imajo naslednji ukrep z zadržanjem, da lahko nekoga zadržijo, zlasti ko ga zalotijo v nekih okoliščinah, ki kažejo na storitev kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uporabni dolžnosti. Za informacijo teh ukrepov so lani izvedli 4712, to je ogromno. Policija, na primer, pridrži 4292 oseb. Se pravi, dejansko ogromno več ljudi pač oni zadržijo na tam varovanem območju, se pravi, zadržijo jih pa lahko, se pravi, do prihoda policije oziroma največ 2 uri. Dobro, nad nami lahko tudi uporabljajo fizično silo, se pravi, da preprečijo nam neki neopravičen vstop na varovano območje, ali pa smo mi že v notranjosti nekega objekta, da nas odstranijo iz varovanega območja, ki se tam neopravičeno zadržujemo. Na primer, ta fizična sila lahko pravi tudi, da preprečijo neposredno ogrožanje ljudi in premoženja, ker je njihova temeljna naloga na tistem varovanem območju, na neki športni prireditvi, lahko nas tudi zadržijo, se pravi, do prihoda policije, ali pa če mi slučajno njih napademo ali pa neko varovano osebo, lahko zoper nas tudi uporabijo fizično silo. Po statistiki, lansko leto so imeli 1376 uporabljeno ta ukrep, kar je zelo veliko. Bolj pomaga še tudi ukrep, da lahko nekoga vklenejo pa zvežejo. Teh zadev so imeli skoraj 500 v lanskem letu. To pomeni, se pravi, če mi tam njega napademo, varovano osebo, če nas fizično silo ne more obvladati, nas lahko tudi vklene in pač tudi zdrži do prihoda policije. Jaz sem zdaj malce te ukrepe izpostavil, zakaj? Ker s temi ukrepi v praksi posegajo v ustavno varovano našo pravico, se pravi, dejansko ta 32. člen Ustave Republike Slovenije, ki govori o pravici do svobode gibanja. Vsi mi imamo pravico, da se prosto gibljamo, zapustimo državo in se vanje kadarkoli vrnemo, tudi zdaj se pa na podlagi teh zakonov o tujcih ali pa zakon o notranjih zadevah in tako naprej omeji bivanje v naši državi, vstop v našo državo in tako naprej. Na primer, policija pa osebo pridrži in dejansko s tem pridržanjem posegajo v 19. člen Ustave Republike Slovenije, ki pač govori o varstvu osebne svobode. In tam v Ustavi Republike Slovenije jasno zapisano načelo, slučajno pač nek policist pridrži, nam mora tudi povedati razlog najprej za kaj, da mi je odvzeta prostost in pa tudi te pravice domova, zagovornika, obveščanja svojcev in tako naprej. In v Ustavi Republike Slovenije tudi piše, da čim prej moramo biti s strani tega organa, se pravi, na primer policije, tudi pisni akt, da se bo lahko podlagi tega tudi pritožimo. Zdaj, lahko pa tudi uporabijo strelno orožje, s tem
lahko nekomu vzame življenje, zdaj po tej statistiki za 5 let nazaj ni bilo uporabljeno strelnega orožja, imajo pa tudi ukrep oziroma drugo sredstvo, da uporabijo zoper nas neki plinski pospešilec, če so napadeni ali pa tudi tam na varovanem območju lahko uporabijo nekega službenega osebe. Zakaj to govorim? Ker v bistvu pri izvajanju teh vseh ukrepov, varnostnih služb in pa teh drugih sredstev je zelo pomembno, da ne pride do neke zlorabe. Se pravi, ko oni izvajajo te ukrepe na varovanem območju, morajo le čas omenjati v tej knjigi spoštovati načelo zakonitosti, strokovnosti, sorazmernosti, humanosti in pa spoštovanje človekovih pravic. Mene malce skrbi, ker oni imajo res ogromno teh izvedenih ukrepov v praksi. Zdaj, kako ta nadzor poteka, zdaj tako, oni, ko izvedejo nek ukrep, dejansko notranji nadzor je ta njihov menedžer, mora pač preveriti, če je bil ta ukrep izveden, se pravi zakonito in strokovno, potem ta varnostni menedžer mora poslati v roku 48 ur to posebno poročilo na policijo in tam policija spet zvedoči, če je ta varnostna služba oziroma ta varnostnik te ukrepe na varovanem območju izvaja zakonito in pa strokovno. Zadnji nadzor s strani Ministrstva za notranje zadeve je bil leta 2022, tam od januarja do marca, takrat je bil minister gospod Hojs, ki pač odredil izredni nadzor nad temi varnostnimi službami in tudi na policijo. Tam je bilo najdenih kar nekaj napak s strani policije in pa s strani varnostnih služb. Na primer je bilo tudi ugotovljeno, da varnostne službe sploh niso imeli pravne podlage, da bi nekoga zadržali in so to naredili, se pravi gre za neko kaznivo dejanje in to kaznivo dejanje se imenuje protipravni zajem prostosti, torej gre za uradno pregonljivo kaznivo dejanje. Zdaj, glede fizične sile, so bile tudi celo poškodovane, tam po teh statističnih podatkih je nekje 39 vse bilo poškodovanih, zdaj tam iz tega poročila ni izvidno, če gre za hude telesne poškodbe ali pa za lažje telesne poškodbe. Hočem reči, da v tej knjigi dr. Tomaža Časa je zelo velikokrat poudarjeno, da so vedno potrebni neki stalni nadzori nad temi varnostnimi službami, da bi se nekako zagotovila zakonitost in strokovnost izvajanja teh ukrepov, a da ne bi prišlo do nekih zlorab. Žal se v praksi zlorabe tam dogajajo. Operativnih informacij, naprimer, neka varnostna služba ima varovanje nekega študentskega domova, tam je nastavljenih 400 študentov, to pomoči delajo 4 varnostniki, pa naprimer, poleg treh grejo še na neko drugo lokaciji, pa varuje neki nočni lokali in tako naprej. Kar ni prav, dejansko vsi 4 bi mogli tudi pač izvajati te ukrepe na tem varovanem območju. Tako nakratko, še enkrat iskrene čestitke dr. Času za izjemno gradivo znanstveno monografijo, ki bo uporabna študentom, se pravi podiplomskega študija Nove univerze, kakor tudi dijakom na srednjih šolah in pa ostalim študentom na ostalih fakultetah, zlasti na fakulteti za varnostne vede, ki se tudi ukvarja s tem področjem zasebnega varovanja. Hvala lepa, kolega dr. Podel, za to zelo natančno, slikovito, nazorno in pa predvsem strokovno, strokovno predstavitev knjige in pa ponazarjanje s temi številnimi konkretnimi primeri, pa tudi številkami na naše zadnje. Človek nima predstave, kako velik sistem je to, če lahko uporabim to besedo, nasplošno, koliko je vse vključnih v vse te različne vidike zagotavljanja varnosti in nazadnje od tistega, ki ne v nekem velikem nakupovalnem centru stoji kot varnostnik, varovanje mu piše, torej je tudi del tega in tako naprej. Torej, dobro je, da v tem vsake toliko časa nekaj slišimo in da vemo, kaj vse sestavlja tisto, kar je samoumevno podihanje, kot je dekanja rekla. Dobra kombinacija se mi zdi. Prihajamo zdaj k zadnjemu nastopajočemu v tem panelu, zadnjemu zato, ko pa se govorila s kolegom profesorjem, da bo zaokrožil celoto tega področja, o katerem danes govorimo, celostni pogled na avtorja, kot je rekla dekanja, in z tega velika gospodin profesor, ko je Anže Žagar, prosim, Hvala, kolega Milan. Kolegice, kolegi,
Čutek imam, da smo odigrali že celo nogometno tekmo, polna 2 polčasa, rezultat neodločen in vas prosim še za ta podaljšek, imejte potrpljenje z mano. Če bom pa dolgočasen, pa začnite kašljati ali pa stole premikajte. Veste, kaj je recenzija? Recenzija ni prav nič drugega kot premišljevalni tekst o delu, toda ne samo delu, o avtorju. Večina se piše recenzije, ne da bi se avtorja poznalo osebno. Kolega Milan je rekel, da ga pozna 25 let. Prehitel sem ga 2krat, 50 let ga poznam. In sicer na kratko, ker je vezano na vsebino njegovega dela. On je bil vodja, poveljnik, odgovoren za akcijo Sever. Jaz sem bil tam, jaz sem bil zraven. Ko vidim televizijsko oddajo, da so železničarji preprečili ta poskus divjanja velikosrbskih nacionalistov, prestavim kanal. Tam sem bil, gledal sem 60 mojih policistov, bil sem samo komandir čete, v okviru zaščitne enote milice, kolega Tomo pa je bil naš poveljnik. Sledile so potem priprave na osamosvojitveno vojno. Mi policisti nismo bili v 10-dnevni vojni, leto dni prej smo se pripravili. Dalje ga poznam iz samosvojitvene vojne. Jaz sem bil vodja zavarovanja političnega vodstva in njihovih svojcev. S temi istimi 60 miličniki. Tudi tam sem bil zraven. Težko je meni karkoli povedati o dogodku, v katerem sem bil akter. Dalje kolega Tomota poznam tudi kot pedagoškega vodjo. Nenazadnje je bil ravnatelj Višje šole za notranje zadeve. Nenazadnje je prvi v Sloveniji zbral ekipo, zopet sem bil zraven po smoli ali nesreči, ali pa zato, ker niso imeli z menoj kaj početi več. In smo napravili prvi policijski kodeks v Evropi. Policijski kodeks policijske etike. 92. leta. Kolega Tomo je organiziral prve posvete na temo zasebna varnost. Kolega Čas je imel potem potrebo tudi nadaljevati lastno izobraževanje. Preko magisterija na pravni fakulteti, preko doktorata, šel skozi habilitacijske postopke in nam ni bilo lahko, veste, mi smo en del življenja že dali za seboj in ko gledam ekran, 5 minut se nisem našel. Dokler ni kolega Avbal rekel, da pozdravlja svoje stare kolege, potem sem pa gledal, kdo je najstarejši. Glejte, za kolega Časa je treba reči, ni 100 knjig napravil 101 monografijo. Ampak je to monografijo ustvarjal z metodo tudi notranjega opazovanja. Veste, redkem znanstveniku družboslovja je dana sreča izvajati eksperiment in se s tem približati naravoslovcem. V čem je eksperiment? To, da to življenje živiš od znotraj. A moram nehati? Ne. Prvi del podaljška. Dobro, gremo na gornji del. Glejte, ta monografija je zagotovo znanstvena. Uporablja vse znanstvene metode. Razmišlja, da je varnost iminentna dobrina družbe. Fraza je že, da je varnost kot zdravje. Ko ga zgubiš, ga znaš ceniti. Ampak veste,
človeku gre kar na živce razprave posameznikov, čeprav legitimne. Ali topove, ali varnost, ali dobrine druge, masu. Glejte, moram povedati, da je Evropa in Evropska unija po padcu Berlinskega zidu kot trnučica zaspala. Uvažali smo poceni ruski plin, razvijali gospodarstvo, Evropska unija postala gospodarski gigant, toda varnostni palček in varnostni politični. V odnosu do Rusije, Kitajske, ZDA smo pravi pritlikavec. Dokler nas ni strezno, pa ga ne vrata, Trump. To je rekel srčki Frante srca. Do tedaj smo razmišljali, da nas bo itak Amerika branila, mi bomo ruski plin kurili, gospodarstvo se bo razvijalo, milijoni ilegalnih migrantov dirali dalje. Bivša nemška kanclerka jih hvali, pozdravlja, se slika, eto ti ga na. Eto ti ga na. Kar pa je zanimivo, je pa to, da je vojaštvo stagniralo, mimogrede. Nemčija kariernega sistema podoficirjev sploh nima. Groza. Podoficir, sam sem bil podoficir, pa je osnova vojaškega. Brez podoficirjev ni vojske. Pustimo, ker ne bo tako, pa ne bo dobro. Zanimivo, razvijala se pa zasebna varnost. Vprašajte se, zakaj. Ja, res je, da gre za podjetniški interes, ampak gre še za veliko več. Gre za spoznanje, da vojske kmalu ne bo, ljudje so pa želeli participirati pri zagotavljanju varnosti. In evo tega na razvoj zasebnega varovanja. Američani so v svoji zgrešeni vojni v Iraku, pa tudi Afganistan, čeprav Mahmud je dobil verifikacijo od ena, ampak zgrešeni vojni, to se je pokazalo, stisnili in ušli, pustili se jih tam, pa naj se urejajo po Grčijo. To nas ni stresalo. Ugotovili smo 2% za obrambne sile dovolj. Kak je dovolj? Pol je moral ta Trump pride z vsem svojo vehemenco, drugo ne bom rekel, ker gre le za predsednika. 5%. Porka, tu šteste, kaj ljudje 5% naenkrat. Groza je ta. Mi ena pa pol mogoče. Veste, nobenega masla ne bo, če to maslo nekdo ne bo varoval. Pa naj bo to zasebno varovanje, naj bo to obrambne sile. Samo še to bi rad pri tem delu povedal. Veste, kaj me veseli kot 50-letni sopotnik tega na desni strani sedečega moža, sivega kot jaz, s tem, da ima več las. Ampak poglejte, kaj je pomembno, da on z vso svojo dejavnostjo, z vsem svojim preteklim delom bi lahko rekel, dovolj ima, ne čuti potrebo, napiše to knjigo, napiše to knjigo. Ta v angleščini ni prevod prvi, ampak je nadgradna. Tam je sedečega njegovega vnuka, še to moram povedati. Me je izbral za mentorja na doktorskem. Visokošolska oblast je rekla, ne Anžič, ne pišeš, nimaš pravice več biti mentor. V redu, jaz se oblasti vsaki pokoravam. Vojak in policist sem bil in razumem, mislil sem se pa zmeraj tvoj. Ampak poglejte, smo nekateri, tule sedeči profesor čas. Sebe ne bom kad vam dal, čeprav mogoče tudi malo zraven bi lahko še bil. Bi imeli še kaj pri mentorstvu. Samo če tako oblast pravi, pa nič. Bomo pa počeli
neke druge stvari, magari kokoši vodili na sprehod. Zdaj, pri tej knjigi, kolegice, kolegi, oblastniki, prorektor, dekanja, predlog ima, neizdelan, grobo oblikovan, izražal se bom tako, kot mi misli padajo na glavo. Veste, kaj bi bilo treba izkoristiti? Ta fakulteta, ta univerza. Vse manj bo kadrov. Zakaj? Ne zaradi natalitete, ker jih nagovarja vojska, nagovarja policija, nagovarjajo poklicni gasilci. Zakaj ne bi tem vsebinam zasebne varnosti dali pomen magari v katedri, v neki usmeritvi, na dodiplomskem, se pravi na prvi, drugi stopnji, magari na tretji. In zakaj se bojimo? Zahodni Balkan je zasebno varovanje izredno močno razvil. Nimajo pa izobraževalnega in šolskega sistema temeljočih na pravilih Evropske unije. Moje misli so skrajno grobe, ampak predlagal pa bi dekanja, prodekanja. Tule zadaj sedi, ne vem, kje je, kolega Franko Slang, predsednik zbornice. Dajte se povezati, prostega, da vas poveže z državami Zahodnega Balkana. Jaz vam povem, dobite študente, dobite afirmacijo, potrebujejo sploh države, ki niso članice Evropske unije, to znanje. Zakaj ga ne bi uporabili? Tukaj imamo habilitirane profesorje, ljudi, ki varnost dobiti poznajo, ljudi, ki so govorili o parlamentarnem nadzoru, ne govorili, pisali, prijetno je parlamentarna skupščina Sveta Evrope karkoli narediti. In se tega preprosto sramujemo, damo razpis, pride, ne pride. Ofenzivni, agresivni je treba. In s takimi knjigami, zlasti v angleškem jeziku, se jaz bi kolega predlagal tudi v hrvaškem in srpskem jeziku. To je afirmacija tebe, čeprav je tem najmanj rabiš, in tudi fakultete. Kolegice, kolegi, dal sem gol, zaključujem, sodnik Pista Horec. Hvala. Hvala lepa, kolega profesor. Napeta tekma, skoraj tako kot sinoči Arsenal Real, ampak vsebino, ki nam paše. Torej, hvala lepa tudi za te konkretne predloge na koncu vaše predstavitve. To je komentiram samo mimo glede, ker bomo šli na vprašanje, če bo kje komentar izpolite. En pomembni vidik je našega nagovarjanja publike nadzornega organa. Mislim, da to je vrednega premisleka in tudi prevoda knjige, ki bomo s tem dodatno še lahko, kot se temu reče, nagovorili to publiko. Torej, s tem smo zaokrožili ta naš tudi drugi polčas podaljška. Imamo dobre 10 minut časa, vprašanje, 2 morda komentarji iz publike. Ne bo se štelo za izpit, če ne boste vprašali. Če pa boste vprašali, se pa morda bo štelo vsaj ne urami. Malo šalo, malo zavis. Vaše komentarje iz publike. Predstavite se, ko boste vprašali, kjer... Vam sem tega predstavite. Ja, mene pa iskreno zanima, ker to področje ni moje področje omeniti, ali nam lahko malce več poveste o samem konceptu državljanskega samovarovanja. Ker kot laik, ko spremljamo včasih javne razprave, sem ter tja vzniknejo kakšne vaške straže in podobne samoorganizacije ljudi, ki pravijo, da je policija že premalo aktivna, da skrbi za našo varnost. Ali je to zajeto s konceptom državljanskega samovarovanja in tega področja nisem podobi praviti, da je ta zadeva na neki način tudi zakonsko celo urejena in predvidena. Dajte nam nekaj malo več povedati, saj mene bi to osebno zanimalo. Ja, zdaj to državljansko samovarovanje je tudi v strategiji o nacionalni varnosti, ki je Slovenije zajeto in nakazano kot doktrinarni dokument. In to povzema tudi zakon o organiziranosti in delu policije, ki govori o sodelovanju policije z lokalno skupnostjo
in da lahko v ta namen za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti se ustanavljajo različni sveti, sosveti, ki seveda delujejo na tem področju. Zdaj, to je uvedel zakon leta 1998 o policiji. Prej smo imeli pač družbeno samozaščito, mi se pač danes malo bojimo o tem govoriti, ampak sej smo družba, še vedno lahko govorimo o družbeni samozaščiti, če govorimo o odpornosti družbe, države, državljanov in tako naprej, lahko pač malo drugače pomenujemo, ampak koncept je bil dober. Koncept je bil dober, ker so pač delovali komiteji, to se je razvijalo v krajevnih skupnostih, mi smo imeli takrat 1201 krajevno skupnost in vse so imeli komiteje in mi smo vse te ljudi usposabljali. In v teh komitejih so lahko ustanavljali potem tudi narodno zaščito, ki je pa bila tudi oborožena. Vendar, to, kar sem prej povedal in tudi zapisal, je bila pa strani države regulirana. V času, normalnih, mirnem času, je imela na tem roku policija, orožje je bilo na policiji, v primeru usposabljanj ali pa, če se je bila potreba, da so varovali dodatno nekaj, so se pa lahko oborožili, vendar bil je nadzor nad njim. V primeru vojne se pa narodna zaščita lahko priključila k Slovenski vojski, takrat teritorialni obrambi, se pravi, je sestavni del oboroženih sil. In tudi po mednarodni konvenciji in o tem, kdo se šteje za ujetnika, se pravi tudi narodni zaščitnik, ki je opremljen, državljansko samovarno, ki bo označen ustrezno, bo za njega veljala pravila o ujetniku, ne bo raztrgavec. Se pravi, ampak to je treba seveda pravno regulirati. Obstajajo možnosti. Jaz sem bil v začetku, takoj smo takrat svetovalec ministra Pandla, ki se je začel izvrševati ta zakon. Mislim, da sem bil v Mariboru in Kopru, smo bila skupaj, ko so ustanovili ta svet, ampak tam je tako izgledalo, ko zdaj sledimo, so bili ravnatelji, so bili sociale, vsi so bili različne inštitucije in tako naprej, ampak ko je kar debata začela, vsi so razlagali, kaj mora policija delati, ampak to ni smisel komitejev ali pa takšnega sveta za varnost, ampak kaj morajo oni še delati, se pravi, da bomo zagotovili večjo varnost. Se pravi, tako da seveda obstajajo možnosti, ki jih pa ne izkoristimo, zato sem jaz tudi predlagal, tudi tukaj noter zelo na kratko predstavljam nek koncept, če želimo to, kar ste vi lepo vprašali, te vaše vprašanje, te niso dopustne, če zakonsko niso tako urejene, kljub temu, da so se pa nekatere stvari izkazali kot dobre. Mislim, da so tam Trzino imeli ogromno tatvino avtomobile, so se sosedje zmenili, da imamo 5 in jih je po 5 stražil celo noč in so dobili storilca. Ampak to je tako, seveda, v teh vsakovršnih pravicah. Če bi pa to naredili tako, jaz sem pač predlagal, da policijska postaja, na območju policijske postaje, kjer je lahko več občin, da organizirajo tak svet za varnost, ki pa se izključno njihova strategija opredeli, kaj bojo oni počeli za zagotavljanje res varovanja ljudi, premoženja, ne pa karkoli tako naprej. In tudi, veste, sej ne nazadnje zakon o policiji, tudi za policijo, zelo lepo v 107. 108. členu piše, da se v primeru izrednih razmer, kot smo imeli COVID, ni treba takšne izredne razmere biti, ali pa res sredna, se pravi, je jasno zapisano, da lahko vlada državnemu zboru predlaga, kako naj policija v tistem primeru ravna. In kaj je delala policija? Kaznovala je. To pa ni bil namen tega zakona. Ona bi morala delati bolj z vidika sociale, se pravi pomoči, svetovanja, ne pa, da so je zdaj, ker je pač bilo samo 99 inšpektorjev, so pa oni kaznovali. In enako tudi sedaj zakonodaja to opredeljuje, tako kot je zakon o notranjih zadevah iz leta 80 opredeljeval. Enako je dal seveda te možnosti tudi za policijo, da je ona tudi lahko sestavni del oboroženih sil.
In se danes vprašam, ne, ali ima policija danes narejeno kaj v primeru vojne. Ne? Ampak kaj bo predlagala vlada jutri, če bi bili napadeni? Ne? To ni tako mišljeno v zakonu. Ne? Policija bi morala imeti, takrat smo imeli, kot sem prej rekel, to vojaško enoto. Ne? Se pravi, in pa takrat smo imeli narodno zaščito. Ne? In pa seveda pogledati treba, ne, kako smo takrat ravnali, ne, takrat so ljudje, zaradi tega, ker so želeli postati samostojni, ker so jemali to tak napad, so šli sami v barikade, svoje vozila so tam postavljali, ne, z lastnim telesom so preprečevali prehode tankov in tako naprej, ne, tako da se pravi, to je pa moč samo z dodatnim usposabljanjem, izobraževanjem, pa z vzpostavitvijo takega koncepta, kot sem rekel, ki bi se na vrhu potem povezalo, ne, v svetu za nacionalno varnost, bi bil tudi nekdo, ki bi to linijo pokrival in bi bilo to sodelovanje lepo povezano in potem ni vprašanja vaških straž. In seveda tudi tukaj so pač ljudje izbrani, ne, in tukaj noter lahko sodelujejo tisti, ki niso v drugih oboroženih silah. Kolega Milan, samo tole, paralela, zdaj mi je padla. Pojdimo na profesionalizacijo Slovenske vojske, provokativen bom. Ali nismo ustavnopravno gledano odvzeli državljanom pravico do samoobrane? Poglejte danes mlade ljudi, se ne zna niti puške prijeti, ne zna na kamion stopiti, v avtobus ne znajo. 6000 vojakov bo pa naredilo kazen. Odvzeta je mladim pravica do obrambe. Provokativno, neustavni pravniki, ampak ko je Tomo govoril o tem samoorganiziranju, je prav to. 6000 vojakov, pimbi, gotovo. Drug pa, kaj bodo ti mladi počeli? Usposabljali se takrat, ko bodo boji potekali. Tudi mi nismo v teh akcijah osamosvojitveni, mi smo bili usposobljeni. Torej, tisto sekundo, v primeru vojaške agresije, samo poklicna vojska ne bo dovolj. Zdaj to, kar si ti prej predlagal, da se bi tukaj na fakulteti neka usmeritev, da se bi začelo to razvijati. Jaz mislim, da bi bilo to seveda zelo dobro. Jaz še se spomnim 94. leta, ko je bil prvi zakon sprejet o zasebnem varovanju in obveznem organiziranem službe varovanja. Jaz sem takrat bil dekan višje šole in smo se preoblikovali v visoko šolo in smo takrat prvič uvedli v program visoke šole za notranje zadeve tudi predmet normativna ureditev zasebnega varovanja, ker je policija in s tem zakonom vlivila ogromno pristojnosti, predvsem v nadzoru, pa ne samo nadzor, ampak tudi ko varnostnik pride do neke situacije, kot je kolega prej govoril, več ne more naprej, mora poklicati policijo, da ta izpelje naprej to zadevo. To je bil začetek 94. leta. Če danes pogledamo fakulteto za varnostne vede, imamo tam usmeritev, zato imamo ne vem koliko predmetov in tako dalje. In jaz mislim, to sva se midva tudi pogovarjala, da na tako področje policijska dejavnost, zasebno varnostna dejavnost nekako bolj sodi za študente, kot pa neka sodna medicina, ki je, to sem kot primer povedal, ker je pa zdaj izrinila kriminalistiko, tako da tu bi bilo dobro, recimo, da bi ten tim, pa da se bi začel malo o tem ukvarjati, poprovati neko usmeritvijo, pa zdaj ne vem, če se bo zdaj kolega tam najbolj stvaril s tem, ampak zakaj ne, konkurenca je vedno dobra, Zdaj bi se predavadil na EPF, pa na FDŠ. Mojmo se pišeš in nekaj konci, tako da, No, pa lepa, zdaj, če imam jaz možnost, kakšno minuto, še tukaj le, kolega Milan, tudi kolega Slak je rad, tukaj je treba zgodbo povedati nekoliko drugače.
kolega časa videl, se poznam, mečkano več, kot videl s kolegom Jadrosiča, rečemo na tisto, jaz 2 leti prej, ki sodi, tisto grupo, ki sem že prej smrkovci. Ampak, hotel sem nekaj drugega povedati. Mi smo zasebno varovanje, kolega navajajo številke, pa ne bom šel v upravičenosti, neupravičene sile in tako naprej, ker tam imamo mogoče mečkano drugačen pogled na to zadevo, pa vendar v strukturi nacionalne varnosti, v celoti, smo zasebnemu varovanju namenjamo bistveno premalo pozornosti. Mi smo v nekem trenutku prenesli varovarnost kompletne kritične infrastrukture, ki je danes temelj odpornosti države na zasebno varovanje. Zbanalizirali smo pa poklic varnostnika do te točke, da prejema minimalno plačo. Dajmo karte na mizo, da se pogovorimo o tem, koliko je. In dokler je naročnik zasebnega varovanja v tem segmentu kritične infrastrukture država, v najširšem možnem pomenu, pa ne bo to državna podjetja, javna uprava, kakršnekoli obliki, in je edini možen način naročanja zasebnega varovanja zgolj zakon o javnem naročanju, mi securityja znotraj kritične infrastrukture, kakršnega si bi ta zgodba zaslužila, ne bomo imeli. Jaz lahko povem, jaz tudi izhajam iz prakse, še danes še delam, ne, da sem profesor. Jaz sem bil pred 2 leti naročen za en preizkus, ali lahko Ugavičevem ugasnemo stikalo, ki napaja 1/4 Ljubljane. A mislite, da smo do tistega stikala prišli, ali ne? 7 minut pa 18 sekund smo potrebovali, da ugasnemo celoten Bežigrad in kompletno zgodbo. Seveda, takrat si je to Eles prvoščil, zato da je, oziroma kolega, ki je tam bil zadolžen za korporativno varnost, zato da je lahko dokazal, da je lahko povečal sredstva za vas. Vsi nimajo te možnosti. Mi danes govorimo o kritičnih sektorjih, ki jih nismo sposobni narediti. To ne pomeni, da varnostniki delajo s tem. Ampak, če si varnostnik ne zasluži plače za dostojno življenje, imamo v tej zgodbi tudi primanjkljaje. Kolega Čas je omenil zakon iz leta 2011, ki je tukaj noter zapisan, jaz sem v tistem trenutku podsekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. In sekretar, ki je zakon pripravljal, ni poslušal nikogar, razen tisto, ker se njemu zdelo, da mora zapisati zakon. Mi smo za spremembo pogojev za varnostnike do leta 2011 zavrnili, v letu 2008 do 2011 zavrnili 716 približno prosilcev za službeno izkaznico, po pogojih današnjega, leta 2011, zakona in varnosti zadržkih je 470 od teh lahko pridobilo službeno izkaznico. Varnostnik. Mi se moramo zdaj za nacionalno varnost in da se temu vprašati še nekaj, koga želimo tam imeti. Pred leti je kolegica prihaja do Brambe, bila ena druga debata na tematiko zagotavljanja varnosti. Zakaj mi nismo sposobni na posameznih vrtičkih zagotavljanja varnosti reči vojaka, narekovajmo za reko, bomo vzel tisto debato iz pred 6-7 let, po 45 letu več nimamo v bojni sestavi. Zakaj ni država sposobna tega človeka za polno znanja preoblikovati, seveda, če on to želi? To mora biti tudi njegova želja. Ali v izjemno izjurnega policista, nekoga v civilni zaščiti, nekoga v drugi varnosti sebe. Kar pomeni, da mu ostane tako plača kot vse ostalo, potem se pa lahko pogovarjamo o tem, ali smo tudi za svoje pripadnike znotraj nacionalne varnosti poskrbeli, ali nismo. Pa jaz bom nekaj, če ne vam to... Dobro je to. Hvala lepa, če pa tem z vami zaključim. Ja, bom kratek. Prav lepo pozdravljam vsi skupaj v imenu Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Čestitam kolegu doktorju Tomažu Času za to izjemno knjigo, jaz sem jo pozorno prebral in je zagotovo dodana vrednost na področju zasebnega varovanja. Sočasno je sovpadala z strategijo, ki smo jo pisali na Ministrstvo za notranje zadeve in moram reči, da nekatere zadeve smo tudi dali noter v samo strategijo. Ta strategija je pa zelo pomembna za nadaljnji razvoj zasebnega varovanja. Kot veste, nekajkrat je bilo že omenjeno, zakon trenutno veljavni je od leta 2011. Torej, zdaj lahko rekel, eden zakonov, ki je zelo dolgo zdržal, kar se zelo pogosto menjujejo, če ne dopolnjujejo. No,
Ta zakon pa seveda ima tudi nekatere omejitve, ki na nek način omejujejo razvoj. S to strategijo, jaz upam močno, bomo dali v novi zakonodaji, torej upam tudi na spremembe in dopolnitve obstoječega zakona, možnosti razvoja. V tem trenutku je kopica nekih nalog in seveda širitev pristojnosti zasebnega varovanja tudi v sferi državnih organov, ki jih pa ne moremo seveda s tem zakonom dodelati in seveda upravljati, ker seveda prepoveduje, da se na nek način upravlja delo, recimo v zavodih za prestajanje kazni, za nekatere druge zadeve. Torej, tukaj so bile povpraševanja zelo velika. No, potem je nezakonito seveda stopila policija noter in namesto nas to zadevo upravlja. Namreč konkretno dobili smo ponudbo, da bi upravljali varovanje zapornikov, pripornikov iz zaporov do sodišč, tam varovali in jih pripeljali seveda nazaj zaradi pomanjkanja paznikov, pravosodnih policistov in seveda zaradi tega, ker ti sodni postopki trajajo normalno dolgo, ker pač tega nimajo. Seveda tega nismo mogli zaradi zakonskih omejitev in to je zdaj seveda prevzela policija, ampak seveda v zelo omejenem obsegu. No, pa še druge naloge so, ki bi jih lahko prevzeli, tako da jaz upam močno, da bo ta strategija spodbudila zakonodajo oziroma spremembo zakonodaje, da bomo dobili seveda širših pooblastil oziroma možnosti upravljanja nalog. Tudi pooblastila. Torej, mi upravljamo to, kar je kolega povedal, vsako leto analizo natančnega stanja, ukrepanja varnostnikov iz cele Slovenije. In to analizo potem izdelamo in moramo povedati, če to posebej poudariti, zaskrbljeni smo. Zakaj? Vsako leto, zdaj po COVID-u imamo 25% porast ukrepov. Pa ne samo to, 25% porast napadov na varnostnike. Varnostniki so izjemno ogroženi, tako da v nekaterih predelih, v nekaterih trgovinah, v nekaterih območjih so zdaj opremljeni z neprebojnimi jopiči, ker je ogromno napadov z ostrimi predmeti, tako da nimamo pa seveda nekih drugih možnosti, da bi seveda te varnostnike obranili pred temi napadalci. Torej, tukaj imamo fizično silo, tukaj imamo plinski razpršilec, kar je seveda zelo omejeno. Plinske razpršilce, če greš pogledati, kaj imaš prej orožje, plinske razpršilce, prej uporabljati orožje, kot plinske razpršilce. Skratka, samo še to bi povedal, bilo je rečeno okoli sodelovanja z Zahodnim Balkanom. Mi imamo izjemno močne povezave z vsemi, nekaterimi smo celo organizirali zbornice in organizirali usposabljanje. Naredili smo zdaj 8 strokovnih knjig na zbornici, tako da to tudi koristijo. Skratka, tukaj delamo intenzivno z njimi in seveda, če je možnost kakršnekoli sodelovanja v prihodnje, smo odprti. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Torej, 3 zelo kratki podatki za konec. Prvič, hvala lepa panelistom, hvala vsem vam, da ste prišli, da smo imeli priložnost pogovora na to temo o tej knjigi. Drugič, čestitke še enkrat avtorjev, v imenu vseh, se poslišali ves čas. In tretjič, bomo kot avtor morda zaključna misel. Nič, hvala lepa vsem, da ste se udeležili te predstavitve. Ampak samo en stavek, zakon o zasebnem varovanju iz leta 2011. Ampak tako, če je zakon dober, potem dolgo ostane. Mogoče vam takim informacijam, mogoče ste nekoli o tem razmišljali, zakon o notranjih zadevah, ki ureja policijo, je bil sprejet leta 1980, pa je veljal do leta 1998. Pa smo prešli iz socializma v kapitalizem. Kar pomeni, da so klasične naloge policije, klasične. Vsi varujejo življenje, tako naprej, nekaj podobnega tudi v zasebnem varovanju. Hvala lepa Tomu še enkrat za tole.
me veseli prorektor, tudi znajo morda kakva dobra ideja, glede na to, da je nova univerza privatna, lahko reagira hitreje kot druge. Torej, smo zaključili, kako pa ne spite, bodo profesori povedali. Hvala lepa.